Mi smo imeli vižlo, pa se pred kratkim poslovila tudi. Aha, koliko je bilo pa stara? 11 let je bila, sicer bi lahko še živela, še njih 3 leta, 4 sigurno, tam 14-15 živijo, pa je raka imela na pljučih. Tako da potem njih pol leta smo jo, pa še celo več, so rekli, mislim, da 9 mesecev smo tako, in so rekli, da bi naj mesec pa pol maksimum, ne. Pa se potem hči je praktično pustila potem delo, se ob študentu nekaj delala in s tem kužkom, ki je res veliko pomenil, je potem z njim. Tako da 9 mesecev potem živel. Aha. Od tistega enega meseca, ne, je pa bilo treba, no, in tako da je tudi lepo zaključil svoje življenje, sta šla s prehoda, ko je tokrat hodil, ne, vižle so sploh hiperaktivne, ne, in je prišla s prehoda, sam začela hropati. Nekega večera. Šla in potem seveda. Tako da še zmeraj imamo doma, upepeljeno. A res? Ja. A je to v žari? Taka lepa žara, stačkan gor vtis, datum, vse, tako da je bilo, ste malo rekel, smo čudni, ne, ampak tega psa smo res imeli radi, ni bil sam pes, ne. Ni bil sam družinski član. Ja, v nekem smislu, ja, in pa veliko je pomagal, ne. Zdaj, ko reče, že to, da si ga na sprehod pelal, ne, pomagal, ne. Te zbrcal, si šel ven, si bil aktiven. Sneg, dež, mrzlo, greš ven. Si bil aktiven, ne, v tem smislu pomagal, ne. Včasih prišel čisto utrujen, zmozgan iz službe, ne. Nobenega, en v službi, drugi v službi, edino pa te čaka, ne, in potem edini, ki te tam to laže in ne, tako da ko se ti ne da jesti, ne, pa vidiš, s kakim užitkom on je, grem še jesti. Ja, veliko se naučiš. Ne, tako da nam je ta pes veliko dal in veliko, zato nekako smo ga, ne vem. Zdaj se pa odločamo, da bi spet, malo smo že dali to skozi pa. Da bi novega si, ja. Ja, si mi... Kratko dlakega vidim, ne. Ja, okej. Hvala vam, Zvone, no, ker ste se vzeli čas. Ja, jaz sem si pri Mojci, ne, Mojci zastavljal vprašanje, pravzaprav, kaj bi lahko jaz povedal, pa rekel, rajši se ne mečem ven, pa ne zato, da bi rad bil tist lažno skromen, ne, da me drugi prosijo, ne, ampak včasih se mi zdi, da v tej situaciji ali pri tej problematiki, včasih kljub vsemu znanju, pa vsemu še zmeraj ti dajo vedeti situacije, da si še zmeraj boss, ne, v nekem smislu in da rabiš še in še se poglabljati, tako da... Ja, sigurno, ampak nekaj izkušenj pa imam, ja. Ljudje se mi zdi, da nasplošno imajo tudi izkušnje s tem, zato ker je to zelo pogosta problematika v slovenskih družinah, pa bi rekel odvisnost nasplošno od česarkoli. Ampak na takem nivoju, kakor imate vi izkušnje, ne, zelo težkimi zgodbami, jaz mislim, da bi bilo koristno, da mogoče malo danes govoriva o tem. Prav, bomo. Ja. Upam, da bo uporabno, pa da bo nekomu služilo pa koristilo. Jaz mislim, da zagotovo. No. Mogoče lahko začneva čisto, da neke temelje vzpostavlja glede skupnosti, srečanja, pa vaše vloge v tej skupnosti oziroma v tej organizaciji. Sam tako, da malo temelj postava za poslušalce, pa bova videla, kam nas bo odneslo. Dobro. Saj tako so si predstavljal, dobro, kam nas bo odneslo, ne? Ja. Nekam bo. A kar začnemo? Kar lahko, ja. Zdaj tako, ne, prihajam iz... Zelo velikokrat slišimo med strokovnimi krogi visokopražnega programa, ne, že sama beseda v nekem smislu je kar zgovorna, ne, visokopražni. Kaj to pomeni? Visokopražni pomeni, se pravi, da je namenjen program tistim, ki želijo nekaj več narediti, ki so pripravljeni nek večji prag prestopiti v svojem življenju. Ta visokopražnost se pa pravzaprav dotika ravno v tem smislu, da se ne ukvarjamo zgolj z samo odvisnostjo,
za sami problemi in z zasvojenostjo in z odvisnostjo naprej, ampak pravzaprav se ukvarjamo z celostno pomočjo posameznika, ki se znajde v nekem, recimo temu, življenjskem labirintu, ki ne najde poti ven ali rešitev iz svojih življenjskih problemov. In eden od problemov je prav gotovo zasvojenost. Je to posledica? Ja, tu je zdaj velikokrat dilema. Naše izkušnje, naše prepričanje tudi, da je pravzaprav odvisnost simptom, je posledica. Ne? Zdaj česa? Zato tudi med samim programom se ukvarjamo nekako z večjimi področji dela. Se pravi, ko govorimo o področju terapije, govorimo o terapiji celotne družine, se pravi, obravnava se odvisnost kot družinska bolezen, ne zgolj kot bolezen posameznika. Tukaj gre za obravnavo na 2 nivojih družine. Lahko je primarna, se pravi družina, iz katere sam izhajaš, lahko je pa sekundarna družina, tista družina, v kateri si trenutno, ne, in si sam ustanavljal neko svojo družino. Se pravi primarna, sekundarna družina, potem se ukvarjamo ampak se ukvarjamo z osebnostnimi lastnostmi posameznika, se pravi jaz kot jaz, kakšno odgovornost glede odvisnosti, glede uporabe, glede konzumacije drog imam sam posameznik. Kot posameznik in ne nazadnje ta socialni ali drugače družbena sfera in na tej družbeni sferi se potem ukvarjamo. Tvoje mesto v sami družbi, družba, za katero si se družil, svoja vloga, ki si jo hotel, svoje samopotrjevanja, nizka samopodoba. Čeprav se ti elementi velikokrat med seboj zelo prepletajo, ampak ni samo eden. In iz tega, se pravi, iz teh 4 področji vidimo, da pravzaprav program, ki obravnava, bi rekel celo holistično, v nekem smislu, ki obravnava posameznika v vseh elementih, pravzaprav je res zahteven in v tem smislu govorimo o visokem pragu. Ne govorimo o visokem pragu zaradi nekih intelektualnih sposobnosti, ampak govorimo o visokem pragu te osebne, če hočete, notranje motivacije, ne zunanje motivacije. Včasih večina ljudi v naš program res da prihaja iz razloga, ki mu rečemo zunanja motivacija. To je tista zunanja prisila, lahko je zdravje, lahko je to, da si na ulici, da si na cesti, da nimaš kje biti. Včasih smo malo tako slengovsko rekli, žargonsko, doktor Mraz je najboljši motivator, se pravi, ko te mraz prepriča in nimaš kje spati, nimaš kje bivati, takrat začneš in se zazreš vase in rečeš, mogoče pa bilo dobro, da kaj naredim na sebi. Se pravi, potem, ampak vsekakor gre za zunanjo motivacijo, ne gre tisto osebno notranje spoznanje, če bi ga tako definiral na kratko, pa rekel, prihajam do spoznanja, da se zgubljam, da moje življenje nima smisla, potrebno bi bilo nekaj narediti, kaj lahko naredim, grem v terapevtski program, ali grem v komuno, ali grem v terapevtsko skupnost. To je bolj poredkoma. Pri večini gre za ta zunanji motiv. Tudi ta zunanji motiv je lahko organi pregona, ne nazadnje policija, strah pred sodiščem, nevarnost ali verjetnost, da boš v nekem smislu obsojen. Ali pa čisto preprosto ta dilerska mreža, si se že preveč zapletel noter, preveč zapufal, dolžan si, nisi več sposoben niti toliko, da bi servisiral lastno potrebo. In potem seveda se zapleteš v neke take odnose, neke dolgove, ki te pa potem prisilijo, da se pa nekam umakneš. Seveda, pozneje tudi v programu za zavestjo, treba bo svoje račune poravnati, ker če ne, te bo vedno to spremljalo. Tako da znotraj tega tudi programa se ta zadeva nekako rešuje. Ampak to je ta zunanji motiv. Notranji motiv pa prihaja ponavadi v samem programu.
In to ne pride takoj v začetku, šele nekje tam po enih 6-7 mesecih pride človek res do spoznanja. Pa reče, ja, zdaj bi pa moral nekaj narediti sam na sebi. Zaradi sebe? Zaradi sebe. Samega? Zaradi sebe samega, absolutno. Ne, ker tudi ugotovi, da sistem življenja, vrednote življenja, način življenja, ne, da dejansko nikamor ne gre. Zadnjič en fant lepo rekel, si pravzaprav na koncu koncev sta bile samo 2 opcije v mojem življenju. Je rekel, ali pokopališče, grob, ali pa skupnost pa vi tukaj. In hvala Bogu, da sem zmogel toliko moči, da sem se za to odločil drugo. To je ista stvar, ki je meni moj oče rekel, da je imel te 2 opcije. Sicer ni šel v organiziran program, ampak prenehanje z takim načinom življenja ali pa ravnanja ali pa odvisnostjo. Ne? Ja. In mi je zelo zanimivo, ker ste rekli, in to sem večkrat v svojem življenju razmišljal, kako je, ko imaš več opcij. Ponovadi ljudje mislimo, več opcij, ko imam, boljše je. Jaz sem bolj svoboden, da se odločam med 10 opcijami. Ne? Mogoče malo manj pijem, malo manj se drogiram, lahko malo več, lahko malo sortiram, kje bom dobil denar. Ne? Ampak ko sta pa 2 možnosti in ena izmed teh je smrt, je pa človek, mi se zdi, da potisnjen v neko stvar. Ne? Mogoče ni več izbire in je to svoboda. Jaz namreč terapevtsko izhajam iz logoterapije, ne, po Franklu. Ne, in po Franklu je ta zadeva svoboda in prostost zelo jasno opredeljena. Ne. Problem je v tem, ker mi velikokrat prostost zamešamo in pomešamo za svobodo. Ne. Svoboda pravzaprav, vsaj po logoterapevtskem stališču in gledanju, je pravzaprav to, da imaš možnost, da lahko izbereš med bolj smiselnimi in manj smiselnimi. Ne? Ko ti izbereš, ne? In takrat si šele svoboden. To, da se pa ti prosto giblješ po ljubljanskih ulicah ali ne vem čigavih ulicah, kakorkoli, to, da ti nimaš nobenega dnevnega reda, to, da ti lahko delaš kar češ, to še zdaleč ne pomeni svoboda, ampak pomeni zgolj prostost. Ne. Se to v naši pravni terminologiji imamo tudi tako dorečeno. Ne. Organi pregona, policija ti vzame prostost, ne vzame ti svobodo. Ne. In ne greš v zapor oziroma in ti ni odvzeta svoboda, ampak ti je vzeta zgolj prostost. Ne moreš se nikjer gibati. Ampak če rečemo svoboda je stanje duha. Ne? In lahko si, tako kot je bil Frankl v najhujšem taborišču v Auschwitzu, pa se še zmeraj počutiš svobodnega. Ne? Zakaj? Zato, ker mojih misli pa ne moreš kontrolirati. Ne? Mojih hrepenenj, mojih želja, mojega upanja pa ti ne more nihče vzeti. Ne? In tukaj je tisto bistveno, kar je, čeprav v nekem smislu, bom rekel, sej tudi skupnost, če hočeš, da funkcionira terapevtska skupnost ali pa komunska skupnost, vedno nekako lahko v vsakem primeru diskutiraš, a je to sploh svoboden program? Seveda je svoboden. Zakaj? Zato, ker si se zanj samostojno odločil in si se odločil, ker želiš, ker je to tvoja odločitva. To je spet smo tam notranja in zunanja motivacija. Ne? Kljub temu, da so določena pravila izredno rigorozna. Ne? So omejitve glede telefona. Logično, zakaj ne? Ker če pogledaš v tistem imeniku, recimo vsakega našega uporabnika, odvisnika, ne? Je 3/4 imen povezanih ali pa še več, ne? Povezanih z odvisnostjo, od dilerje, od tistih, s katerimi smo skupaj to in to kupovali, šmuglali, delala. Ne? In sedaj priješ do tega, da komunikacija postane v nekem smislu neka vrednota, postane celo malo omejena in celo začneš razmišljati, s kom bom komuniciral in zakaj. Ne? No in tukaj je ta paradoks svobode, ne? Ko nimaš in ko dobiš tisto, se počutiš potem še bolj svobodnega, še bolj osvobojenega. Ne? Ker lahko zdaj izbiraš. Ne? Ker lahko izbiraš, recimo, tudi če bi rekel, čist preprosto, imaš z nekom pogovor, nek telefonski pogovor, ki te zamori.
ki te obremeni, ki ti, ponovno povrne spomine na stara pota, na stare izkušnje. Stare vzorce, ne? Ampak zgolj gre s pomočjo telefona, s pomočjo komunikacije. Ne? A si še zmeraj svoboden? Ali si pravzaprav, ne bom rekel sužen, se sliši, ampak še zmeraj v teh starih vzorcih in potisnen. Ja, ne, na videz si pa bil kao svobode. Ne? Ali pa imaš nek pogovor z osebo, za katero si se opredelil, da boš z njo redno komuniciral, da boš z njo gradil s pomočjo komunikacije neke odnose in potem imaš z njo nek koristen, konstruktiven pogovor, ki ti pa res da nek zalet, ne? In funkcioniraš, deluješ, ti vse veselje z lahkoto delaš, ne? Ali ni potem v tem ravno svoboda? Ne? Tako da, se pravim, paradoksalno se v teh pravilih tudi velikokrat ujame noter, ne? Prej si recimo, ne, če rečemo, v komuni je zelo jasno opredeljen jedilnik, čas, vse te zadeve. Struktura, ne, se vem, da ima nek svoj pomen, zakaj? Čisto preprosto, ne, ker je antipod, če bi heglovsko govoril, antipod je tistega, kar je bilo nekoč. Ne? Si nekoč si imel svobodo, pa kaj si jedel? Če bi rekel, če pogledamo opijate odvisnike, velikokrat dnevni obrok je bil 10 dek milke ali česa podobnega. Nekaj, kar si slučajno v hladilniku domačem našel, pa si nekaj zmetal vase. Zdaj pa imaš red, zdaj pa imaš disciplino, ampak imaš perfektno hrano, odlično hrano, zelo dobro, skuhano, svežo, ne? In potem začneš ugotavljati, da pravzaprav s tem, ko se odpovem tistemu, kar bi sam jedel, veliko več dobim. Ja. V bistvu znašel sem se nezavedno pred boljšimi akcijami svojimi. Ja. Čeprav imam več omejitev, ampak mogoče takrat je to potrebno, ker mogoče kot posameznik nisi sposoben v tem stanju delati dobrih akcij, če ti damo vse možnosti sveta. Morda, ne? Ja, ne. Omejitev je dar. Ne? Recimo omejitev nekaj, če bi rekel banalno, nek dan v dnevu je predpisano, da se bo naredil krompir, če banaliziramo zadevo. Ampak ta krompir ni predpisano, na kak način ga ti moraš pripraviti, ne? In ravno v tem je pa potem svoboda in kreativnost, ne, da ga ti narediš tako, kot misliš, da bi bilo najbolje in tako, kot misliš, da bi bilo najbolje in bi ga skupina kot skupina sprejela. Ne? No in ravno v tem je, ne, na eni strani imaš omejitev, moramo krompir imeti, ne, na drugi strani pa ta krompir pa jaz moram ravno napraviti tako, ne, da bom nekaj pokazal, da bom nekaj dal od sebe. Ne, in potem, ko si res kreativen, ko si poln nekih idej, ko dobiš en pozitiven feedback, danes pa kosilo zelo dobro naredil, ne? Čeprav ni bilo nič posebnega, ker je bil krompir. Na rekovajih, ampak ta krompir je bil zelo dobro, ne, spečen z črticam, z rožmarinom, ne vem kaj, ne, kjer si ti pokazal nekaj, to je tisto, no in v tem je ta svoboda lahko. Ja, mogoče, če povzamem, če prav razumem, in to je itak za vsakega posameznika velja v življenju, da so mu določene stvari dane in dane so mu omejitve. Zdaj, znotraj teh je pa sposobnost izbire pomembna, pa ta možnost, kako bom s temi danimi omejitvami operiral. Ne? In zelo dobra simulacija je igra pokra ali pa kart. Če imamo samo en krog, recimo, da je to prispodoba za življenje, jaz sem dobil neke karte. Zdaj pa, kako bom s temi kartami odigral, je zelo pomembno. Ne? Ni vseeno. Ne? Zanima me pa to, ker na tem podcastu ali pa na tej oddaji smo veliko še pred leti govorili o svobodni volji. Ne? Ali obstaja, ali ne obstaja. Ne? Pa mogoče, da razumem osebno, da je to mal paradoks, ampak tudi ta izbira znotraj omejitev bi jaz mogoče šel na stran, ne, mogoče zgolj filozofsko, da tudi tukaj nimam možnosti izbire. Jaz, ko gledam vso zadevo, recimo tudi življenjsko, ne, mogoče tudi zaradi tega, če bi rekel,
praktično pred dobrimi 30 leti sem začel s tem programom delati, s pomočjo drugih sem ga tudi nekako prinesel v Slovenijo, pa ne samo jaz, da si ne bi te časti ali teh zaslug pripel, ne bi bilo pošteno do mnogih, ne? Ampak vendar praktično, če pa lahko kaj rečem, lahko rečem, da sem pa ta slovenski model tega programa pa prav gotovo nekako zakoličil tukaj. Ne? In nekako vedno se mi je zastavljalo vprašanje, kaj pravzaprav želimo tukaj za tem programom pravzaprav dati ljudem. Ne? In velikokrat, tako kot pravi tista naša osnovna knjižica, tako preprosto, v skupnosti boš spoznal, da si ti protagonist svojega življenja. Se pravi, kaj želimo dati? Da si ti protagonist pomeni, da imaš svobodo ali svobodno voljo, da pravzaprav za vse se ti odločiš. Odloči se za dobro, slabo, odloči se za bolj pametno, manj pametno, bolj smiselno, manj smiselno, bolj racionalno, kot sem rekel, manj racionalno, ne. Ampak kaj tukaj pomeni? Zelo pomembno je ravno iz tega terapevtskega stališča, ne, če imam svobodno voljo, se pravi, se jaz odločam tako, kot sem se jaz odločil, kot si jaz želim, ne, potem imam odgovornost. Ja. Ne. In bistveno v tem programu, ne, da se ne ukvarjamo toliko z temi, seveda obravnavamo travmatične trenutke in travme posameznika. Ampak zdaj, če bi Klemen rekel, kaj pa bi bilo iz nas, kaj bi nastalo iz nas, če ne bi imeli travmatičnih trenutkov v življenju? Pa kdo jih ni imel? Ne? Prej sem menjal, moj oče se je odločil, ne? Prav gotovo neki trenutki tvojega življenja so bili tudi mogoče zaradi tega travmatični. Ampak ravno ti travmatični trenutki so tega naredili takega, kot si. Absolutno. Ne zdaj, da poveličujem to zadevo, ampak nočem reči, da travmatični trenutki tudi ne morejo odigrati zelo pozitivne vloge. Ja, verjetno je takrat se zgodi transformacija, ko travma ni več travma. Ja, je dogodek, za katerega sem hvaležen v bistvu na nek način. Ja. Zakaj? Zato, ker te nekaj naučil, ampak tudi zato, ker ti je dal možnost, da si neke zadeve reflektiral sam pri sebi. Kaj pa jaz lahko s svojim življenjem drugače naredim? Kaj jaz lahko pred drugačim? Zdaj v terapiji bi tudi rekel, a je stvar zdaj, da se konstantno obračamo na družinsko situacijo, pa se ukvarjamo s posesivno mamo, z očetom, ki je, bil alkoholik ali pa ni bil alkoholik, ali pa če drugega ne, pri večini odvisnikov je problem očeta, ker ga sploh ni, lika kot lika, ker je odsoten, ker ga ni, zaradi dela, ne zgolj zaradi alkoholizma ali odsotnosti ali nujnega preživetja, ki je hotel zagotoviti v družini, da se razumemo, ničesar nočem tukaj obsojati, ampak ne, in zdaj čakaj, če je on vsega kriv, kaj potem kje je tvoj delček tvoje odgovornosti? In če ne pridemo do tega, potem ni tudi tega niti refleksije, niti potrebe po tem, da bi v svojem življenju karkoli spremenil. In potem se to velikokrat dogaja v tej obliki. Moja naloga je, da dozorim, da jim oprostim. Ostaja prva zadeva, vedno je, z odpuščanjem, tako da najprej moraš biti sposoben sebi odpustiti, ker je to prvi korak, pa tudi velikokrat najlažji, da sebi oprostiš, kaj šele potem drugi je pa bolj zahtevan, ta drugim okolici, svojcem, staršem. In če te zadeve ne dojameš, da pravzaprav odgovornost je tudi pri tebi, potem tudi tega prvega koraka ne moreš velikokrat dojeti. In se vedno lahko ciklamo, in ti v tem pričakovanju, tudi v komuni, ko te pridejo svojci obiskat, čakaš, kdaj bojo oni rekli tisto čudežno besedo, oprosti. In je ni. In potem se zadeva vrti okoli tega, kaj je kdo komu nekoč pred 5 leti rekel, kaj je nekdo nekomu naredil,
In drugega čakajo. In drugega čakajo, nažalost. Ja. Zato seveda v neki prednosti je skozi ta program, da seveda je namenjen na eni strani svojcem, podpora svojcem, da pridejo do nekih spoznanj, da pridejo do neke ugotovitve, da pridejo do opolnomočenja, da tudi so sposobni reči in uvideti, ja, oprosti, in potem, da tudi sprejmejo opravičilo, oziroma včasih rečejo, saj sem že vse pozabila. Lepo, da si pozabila, ampak ob prvi krizni situaciji bo ta zadeva nazaj prevrnila. Zakaj? Ker nisi ozavestil, ker nisi oprostil. Ja. Tako da zadeva, zdaj smo malo zašla? Nisva, sva, še zmeraj tukaj. Tukaj sva. Govorim samo o tej zahtevnosti pa globini terapije. Ne zgolj, ni stvar v tem, preneham se drogirati. Prva faza je res abstinenca, preneham se drogirati. Pravijo, računalniško, če rečem, možgani se nekje, nevrologija razlaga, uči, da tam pa enih 6 mesecih se možgani tudi resetirajo. Odvisno od substance, če je več sintetike, to dalj časa traja, če je nekaj naravnega, je manj časa, tako kot je rekel en fant mi enkrat v moji začetni fazi, ko sem se tudi učil, pa sem rabil neke dodatne informacije, pa rekel, veš kaj ti povem, najbolj boš vedel, v čem je razlika. Tist, kar je naravno, ti še nekaj gre, ampak tist, kar je pa sintetička, pa je od samega hudiča. Skratka, in potem se dalj časa vleče intenzivnost, težje. Tudi v glavi so problemi določeni, ko razlagaš, pa dobiš, rečeš, pa se je to zdravilo, se je to predpisano, marsikaj kot zdravilo dobimo. In potem se skozi to ciklamo. Se ni samo zloraba drog, alkohola, koliko zlorabljamo zdravil, recimo. Če pogledaš slovenski vsaki družini imamo sigurno v kuhinji eno omaro, kjer je lekarnal. Pa ni to domača lekarna s čajčki, pa to, ampak farmakološki preparati, takšni in drugačni, karkoli se dobi, karkoli se ne porabi, pa ti še celo nekdo da po strani, to ti utegne. To je realnost in to je stvarnost. Ta proces odpuščanja, zelo mi je bilo zanimivo, ko ste rekli, ko človek dozori, potem se zgodi odpuščanje. Se pravi, to sem jaz slišal kot težko je na silo odpustiti, ker vem, da bi bilo to prav, ampak nisem še tam, nisem še zrel, da bi to naredil. Pa tudi ni pravo, ni tisto pravo iz globine. Jaz bom rekel, gledajte, program, ko sem rekel celostno, da se dela. Zdaj tako, prva zadeva, hvala. Čaje, Prva zadeva, ki jo prideš noter in si sposoben na sebi delati, je pravzaprav delo na samem sebi v tem smislu mojega telesa. Čisto fizično. Čisto fizično. Prvič, nimaš nobenih prehrambenih navad, nimaš higienskih navad, če hočeš. Te zadeve nimaš nobene kondicije, nimaš nobene sposobnosti. Ne glede, a je to alkohol, a je to, kaj jaz vem, v nekem smislu tudi, če govorimo o nekemični odvisnosti. V naš program se tudi ljudje zatečejo oziroma prihajajo tudi zgolj zaradi nekih vedenjskih vzorcev, kar pa je tudi kemična odvisnost, če hoče. Igre na srečo, recimo? Igre na srečo. Ker spodbuja kemične reakcije v možganih. Ni pa vnos snovi. Ni pa vnos neke snovi, potem, če hočete, odvisno z nekimi internetnimi vsebinami, ali so to pornografske, ali kakorkoli. Zaradi tega tudi pridejo. Tudi tega je tudi precej pri nas. Ne bom zdaj, da ne bi mislil, ne večina, ampak neverjetno, koliko pride tega. Ker ljudje dejansko vidijo, da enostavno svojega življenja več ne obvladam v situaciji, v kateri živim in se pravzaprav stran moram umakniti. In komuna nudi ta odmik. Potem pa seveda imaš priložnost, možnost, kje so problemi. A je problem v mojem lastnem nezadovoljstvu, a je problem v moji nesposobnosti sprejemanju neke spolne identitete, ki bi jo moral v puberteti ali adolescenci opraviti, tiste separacija od svojcev, družine,
poiskati svoje mesto, ne, poiskati identiteto sebe samega, ne, spolno identiteto, a je v redu, a je cool, da sem moški, da sem ženska, sem v tem telesu zadovoljen ali kakorkoli, ne nazadnje, in potem separacija, oziroma ne toliko separacija, kot osmisliti svoje življenje, kaj pa bom, ne? Ja. Kaj me zanima, kaj me vleče, ne? In če te zadeve ne potegneš, potem se seveda tukaj ciklaš, iščeš samega sebe tudi v tej spolni identiteti. Po drugi strani pa, ne vem, ne, povezano z nizko samopodobo. Ne. Veliko lažje je biti velik frajer, v narekovaju, glede spolnosti, ne, ko si sam sabo, ne, ali pa celo v prostituciji iščeš to lažbo, kot pa živeti neke resne, tudi na spolnem področju, odnose, ne, ki so pravzaprav zahtevni. To je spet odgovornost. No, iz tega izhajamo in ravno tukaj pri teh naših klientih manjka ravno v tem segmentu odgovornost. Ne? Kot vsak odvisnik iščeš lasten užitek in samo svoj užitek, ne? Tudi spolnosti. Ne? Tako da, ne, tudi to je recimo potem ta ekranska zasvojenost zelo široka, ne? Zdaj bi rekel, ja, potem bi marsikdo, ki preždi ure in ure na teh turških, španskih telenovelah, tudi gre za neko zasvojenost, odvisnost. Ne? Temu prilagajaš vse svoje potenciale, svoje življenje in tako kot tam na ulici, vse se vrti okoli tega, kdaj bo dobil koliko, in potem to endorfine sprošča, ko se zadaneš, se ta tudi zadane s tistim ekrančkom. Ne, tako da večplastne te odvisnosti, ampak tisto, mi se ukvarjamo z odvisnostjo, mi se ukvarjamo z zadetostjo, mi se ukvarjamo z omamo. Ne, v takem smislu, ne zgolj kemično, pa reči, ja, zdaj pa ne. Tako da tukaj, kar je skupnega, poiščemo, kar je v veliki meri skupnega. No in tudi tukaj, ko sem prej govoril o tej telesnosti, tukaj dobiš zanemarjeno. Mlad človek, ki je 6, 7, 8 ur na igrcah, ko bi mogel prekipevati od energije, pa biti v naravi, pa fuzbal špilati, pa če bi rekel pecat punce, ne, pa ne, se on totalno zanemari. Ne. Se pravi, v vsakem primeru ali pa alkoholik, ne, ki je že in potem pride iz psihiatrične bolnice k nam nadaljevati program, recimo, ne, tam se ni ukvarjal kaj dosti s svojim telesom, s telovadbo, z delovnimi aktivnostmi in seveda vse to v tej prvi fazi, ki mu reče, traja približno 6 mesecev, takrat se konča ne z nekim spoznanjem, ampak zelo močno krizo. Zelo močno krizo. Teže postane, ne? Ja, zakaj, ne? Zato, ker ljudje smo navajeni vizualno funkcionirati, ne? In odvisniki, večina vseh odvisnikov je zelo vizualnih tipov. Recimo, ko ti tudi neko materijo želiš predstaviti, neko temo, je velikokrat zelo dobro, da s kakim izsekom kakega filma pokažeš, kako zgodbo, kako sporočilo. A prav karakteristika ljudi, ja, ki zapadajo? Pri odvisnosti so vizualni tipi velikokrat bolj odvisniki kot pa drugi. Procentualno ugotavljamo, da so večji. Zakaj pa? To si nisem znal nikoli, ampak tisto recimo, zdaj če bi rekel, seveda, potem tisto, kar govoriš, razlagaš, pa slišijo, velikokrat gre noter, ampak ne ostane tako, kot si zapomnijo pri vizualni zadevi, ko pa ali narišeš, ali pa oni narišejo, ali pa ustvarijo, ko si ustvarijo sliko, jim je čist drugače ostane. Ne? Ampak želim to misel mogoče dokončati, ne? S tem fizičnim delom in potem se konča za krizo. Ne? Resno krizo. 6 mesecev? Približno 6 mesecev. Mi tudi rečemo kriza 6. meseca. Ne, lahko je to 5 mesecev, lahko 6 ali 7. Ne. Zakaj vizualno, ko sem razlagal? Takrat hodiš v fitness, ki ga imamo, recimo dviguješ,
zabil si že par golov med tekmo, ko smo imeli, ne? Gledaš se, pridejo starši, te slikajo, zdaj pa tako fajn zgledaš, tako si. Sprav izboljša se videti. Ja, videti vizualno, barva, čisto popolnoma drugačna, ne? Zdaj, če si seveda v komuni, v kaki gorici, kjer se že v kratke majčke že slečejo že marca, pa tenska, ne? In to je to. Fajn zgledam, dobro se počutim telesno, ne? Dobro mi gre in potem rečejo, ja, zdaj si pa tak, kot si bil takrat, ko si hodil delat, ne? Ko si ja, to je pa to, ne? Ne. No, in potem seveda ugotoviš, da pa ni to. Ne? Da moram na enem duševnem nivoju, to je racionalnem, psihičnem, če hočete, tisto, s čemer se ukvarjajo psihologi, pedagogi, ne? Tam je pa treba še marsikaj narediti, ne? Marsikaj, ne? Kako se pa to pokaže, recimo, ker to je zdaj zelo pozitivno vse bilo, dobro zgledaš, verjetno se malo boljš tudi počutijo, ne, po teh 6 mesecih. Kako pa zgleda ta začetek potem krize? No in tu je prednost komune, a veste, ne? Realnost, ne? Ko ti nekdo, ki je že neko pot prehodil, pa reče, glej, ja, super, fajn zgledaš, vse to lepo, ne? Da ti pohvalo. Kaj pa druge zadeve, koliko si pa razčistil? Glej, prišlo je do konkretnega konflikta. Sam nekaj sem ti povedal, pa si že znorel. Odnosi v komunikacijo. Odnosi, komunikacija, ne? In potem reče, glej, smo ti zaupali neko odgovornost. Ti si pa rekel, sem pozabil. Ja. Ampak to si večkrat pozabil, ne? Kje si z mislimi? Nisi fokusiran tukaj, nisi koncentriran tukaj. Kaj se bo dogajalo s tabo, ko si prišel ven? Ne, a v študiji. In kako to sprejmejo ponovadi, tak feedback? Kriza. Ne, se zaprejo. Malo se zapre, malo začne razmišljati, ma sej jim takoj ne daš prav, ne? Ma kaj oni vedo, sej me ne razumejo, ne? No, ampak potem seveda je vloga tudi strokovnega delavca, ravno tukaj noter, da se, potem je vloga teh skupin, ki jih imamo, družinskih srečanj, ne? Takrat se potem ponavadi tudi skliče družinsko srečanje, takrat se potegne tudi individualni terapevtski načrt, ne, ki ga vsak posameznik v drugem mesecu postavi, kaj hočeš narediti, kje so tvoji problemi. No čakaj, kaj smo naredili? Ja, kondicijo imamo, delo smo začeli, tudi fajn, ne, zdaj pa to ni več problem. Ne. Kaj pa na drugem področju? Ne. Pozabljam, se pravi, ta razumski del procesiranja vsega, mi še zmeraj dela države, še zmeraj so omamljeni po svoje možgani, ne? A bi bilo to dobro, ne? Potem odnosi, ne? Zdaj, ne? Tudi druga stvar, ne? Naše najmočnejše orožje je skupnost. To, da drug do drugega nekaj čutimo. Ne? Ti pa, ko ti fant reče, imam problem, ne vem, a bi sploh bil še noter, ti potem rečeš, ja, jaz pa grem gor v dnevno sobo dnevnik gledati. Ne? Kje smo zdaj? Ne? Se pravi, še zmeraj si ti, mene se ne dotika, mene ne briga te zadeve. Ne? In potem, seveda, in ko se potem soočijo, ko te čaki, kje si, ne? Šele takrat, v bistvu si še zmeraj odvisnik. Še zmeraj odvisniško razmišljaš, še zmeraj odvisniško čutiš, še zmeraj se odgovornost je pa zelo pomembna, ne, v skupnosti, odgovornost drug za drugega, pa se še zmeraj izogibaš. Ne, zakaj? Zaradi komotnosti. Ne. Zbežiš stran od neprijetnega. Ja, od neprijetnega, ne, ker je to veliko bolj zahtevno, da se pogovarjaš z nekom, ki, ne, kaj mu pa lahko rečeš, ne. Jaz tudi razmišljam, da bi šel, ne? Ja. Aha, ne, zdaj je, no in potem za trenutek nekaj časa se malo zapre vase, ne, in potem primisli pa reče, ja, sej je res, nič, grem do naslednje etape. Naslednja etapa je potem tako imenovana, po enem letu, po 12 mesecih, je tako imenovana preverba. Ne? Pri njih se je razvil še zmeraj iz Italije ta pojem verifika, rečejo verificirati. Ne. Ampak gre za preverbo. Se pravi, prvih 6 mesecev fizični del, drugih 6 mesecev. Na vseh področjih delaš, ampak na fizičnem nivoju se najbolj pozna. Ja, okay. So najboljši rezultati, zelo hitri,
Ne? In vsak, tudi ta mentaliteta, vsi smo navajeni zelo hitro priti do nekih rezultatov. Ne? Prej, ko smo rekli o fotoaparatih, ne? Tista zgodba, 15 mesecev sem moral šparati, da sem si ga kupil, danes pa greš en mesec. Ne? In ta zgodba je isto in podobno, ne? Tudi ne? Zelo hitro pričakujemo rezultate. Ne? Ne? In potem, ko pa se soočiš, da pa hočem trajne, dobre, močne, da res trajajo, ne? Zato se pa potrebno vzeti nekaj več časa. Ne? No in potem seveda druga etapa je pa potem spet rečeš, nič hudega, grem naprej, to so ti etapni cilji, ne? Ker če nekomu rečemo 24 mesecev program traja, ga zelo hitro mine. Ne? V začetku pa šprobal. Ne? Potem seveda, ko da ta prvi mesec neke izolacije in vsega ven, ne, potem kaj pa zdaj, ne, ja, gremo naprej, da boš videl, če boš mogoče kaj podobnega dosegel, doživel, občutil, kot občutijo drugi. Ne. No in potem tako napreduješ, no, do teh 6 mesecev, ko res rečeš, ja, zdaj so pa res neki napredki, ampak ni še zmeraj dovolj, ni to tisto, kar rabiš. No in potem gre domov na verifiko in pride za spoznanje. Domov, v svoj domači krog. Malo to bolj podrobno razloživa. Večina se nazaj vrača v krog svojih domačih. Ne, razen tisti vrača se nazaj in tudi na tem področju delamo, ker smo rekli, da tudi s celotno družino, zato tudi na to preverbo grejo po enem letu domov. Ne. Ni pa mus, nekateri nimajo svojcev. In ostanejo. Ne, potem na različne načine probamo. Ena od možnosti je, da greš k nekomu drugemu. Ne? Nekdo drugi je lahko starši od nekoga drugega. Mi te vzamemo, mi tebe vzamemo. K nam lahko greš. Zakaj? Zato, ker poseben sistem čutenja, ti ljudje se blazno med sabo povežejo, čutijo drugemu, dajo podporo. Tam, kjer bi stroka, tam, kjer bi uradne strukture rekla, tukaj je pa že konec, ne? Jaz sem zaključil, ne? Se tam včasih pri nas šele začne, ne? In se začnejo neki odnosi in prvi stik lahko imaš z družino, s prejetostjo, zaželjenostjo, popolnoma z nekom iz XY. Jaz se spomnim, ko sem tudi nekako začel delati, in je bil pogoj, da ko so šli naši fantje v Italijo, se danes tudi, pa ni bilo nobene organizacije, nobene psihiatrične bolnice, ničesar, ki bi se ukvarjala z detoksikacijo, se pravi z razstrupljanjem, s kriziranjem. In potem seveda posamezni starši so bili popolnoma izmučeni, uničeni, živčni in zdaj še detoksikacijo zahtevaš in pričakuješ. No, ampak takrat smo pa potem našli eno zanimivo metodo. Svojemu sinu zelo težko postaviš omejitve. Svojemu otroku težko postaviš tako omejitve, da te bo upošteval. In še v okolju, v katerem bi kriziral, je popolnoma nestimulativno, ali pa celo asociira, kje si se zadev, kako si se. In potem smo naredili to, da je šlo za zamenjavo. Ne? Družina A je vzela otroka iz družine B in družina B je vzela iz otroka A. Perfektno pravili nalogo. Ne? Ker so imeli drugače je bilo, več avtoritete, vedeli so, je zagotavljal hočem, ni pa bilo toliko skušnjav, toliko možnosti, ali pa, kaj vem, če v nekem bloku kriziral, veš pa, da od spodaj po tabo je dealer, ne? Tukaj pa nisi nič vedel, da je kdorkoli, je bila ta zgodba popolnoma drugačna. Dobro, danes tega ne delamo več tako, zakaj ne? Zato, ker so ustanove, ki to delajo. Ne, ki so ustanove, ampak se pravim, v tem primeru pa lahko posameznik gre tudi k nekomu drugemu. Včasih se zgodi tudi, ne zgodi se, ne, ampak je čisto namenoma, ko pridejo starši in vidijo, da nekdo nima nobenega od svojcev, seveda vedno reče, prišel sem tega svojega obiskati in še tega sem prišel obiskati. Ne? In potem večkrat prinesejo tudi ali kakšno škatlico cigaret, ali kakšno zobno pasto, ali kaj podobne. To je pa
ne, zate. Ne. Tako da dobijo potem ta občutek, ne, sprejetosti, zaželjenosti, ne, ta osnovna potreba biti ljubljen. Nekomu pripadati, jaz sem pa od nekoga. Ne. Seveda, vedno rečemo, ti si naš, ne, ti si od programa, vsi, ne, ampak vendar, ne, na tem mikronivoju pa je zelo dobro, da ima ta odnos, ta občutek. Ne. Ne. Seveda, v takem primeru potem se ve, kam lahko gre. Mi imamo tudi hišo za reintegracijo, se pravi, po končanem programu, če nimaš možnosti iti v domače okolje, greš v reintegracijo. Po 24 mesecih. Po 24 mesecih. To po 12 mesecih me zanima, kaj rečete temu preverba oziroma verifikacija. Kaj se preverja, pa kaj se verificira, pa kdaj je narejena kljukica, pa kdaj ni. Sam to, da bom malo bolj razumel. Tudi če je recidiv, je narejena kljukica. Kaj to pomeni? Recidiv pomeni, da si zabluzil, da si recidiviral, da si vzel drogo celo. Da si zapadel nazaj. Ja, recimo, absurdno se sliši, ampak je res tako, da včasih teli, ki nazaj zapadejo in se nazaj v komuno vrne, veliko bolj resno začnejo program delati. Aha. Kaj se je dogajalo? Ne? Ker se je potrdil, da pravzaprav telesno je delal, izpolnjeval pravila, sodeloval, če bi rekel, ne, včasih jim jaz rečem slikovito, ne, karbonaro ste jedel, ne, ker je en tak poseben dan, ob sredah se je karbonara komunska. Ne. Čakal si karbonaro, jedel si karbonaro, nisi pa na sebi globoko delal. Ne. In potem vidiš, da moraš res predrugačiti tudi, ne samo vizualno, vsi me vidijo, ne, zdaj, čistko bom rekel, odgovoren si za WC-je. Zdaj, a jih narediš zato, ker hočeš, da so čisti, da vsi uporabniki, moji sotrpini, imamo čisti WC, ali jih narediš zato, da ti ne bo odgovoren ali terapeut učital, da si zanemarjen. Ne? Če narediš zato, ker hočeš, ne, potem res delaš. Obakrat je čisto, posledica WC je čist, razkužen, drži? Ja. Iz kje izhaja motivacija? Ja, iz kje izhaja motivacija. Ne? In če bilo prevečkrat to naredim zaradi drugih, da imam mir, ali da me pohvalijo, ne, potem se ti bo zadeva zgodila lahko tudi ta, da se zgodi nesreča, recidiv, ko si doma. Ne vedno, zgodi se pa lahko tudi. V kolikih procentih se pa to po enem letu zgodi? Jaz bi rekel mogoče 20-30%. Ja, toliko. Ja, ne. Drugače večina seveda uspešno upravi, ne. Ampak ta recidiv je pa lahko tudi mentalen, ki ga ne moremo zaznati. Ne. V tem greš se zadevati z nekim razmišljanjem, z neko družbo. Ne. Recimo lahko nekdo iz Ljubljane doma in gre, v Ljubljano na Metelkovo. Kaj rabiš tam iskati? Kaj potrebuješ? Kaj iščeš? Ne? To, da se boš pokazal, in res se ne zadane. Ja. Ampak ocena je moja, da se je mentalno zadev. Ne? Želel si ta način življenja, razmišljanja, videti, kaj se dogaja. Ne? Tudi tako nekaj podobnega. Če je sebi dal izziv, ker jaz recimo zdaj probam empatičen biti, pa kako bi jaz to, če bi počutil se, da sem nekaj uspešno naredil v tem letu. In želiš pokazati in dokazati. Želim dokazati drugim svojim tem, ki se še vedno zadevajo, in izziv dati sebi, da bom šel v najtežje okolje za mene in da bom uspešen. Tudi znotraj tega okolja. Ampak to jaz čisto razmišljam. Ja, Klemen, tako razlagajo, ja. Točno tako razlagajo. Ne? Potem pa, ko pa začneš malo brskati, malo vrtati, ne, kaj si rabil, ne, zdaj, pa hkrati ti je jasno, da to družba ni več zate. Komu se rabiš dokazati? Ne, ja, prav je, da se dokažeš in izkažeš. Ne sebi dokazal, da mogoče res ni družba zate. Ampak ponavadi ni tukaj, takoj, ko začneš sebi dokazati, pa rečeš, pa pravzaprav, zakaj pa jaz rabim sebi dokazati? Ja, ker nisem prepričan. To je tisto. Ne? In potem, če hrepeniš po tem, da ti bo nekdo ploskal, zato ker si bil leto dni v komuni, pa še celo tisti ploskal, si
to se potem tudi pripravljamo za to verifiko, ne. Napišeš neko analizo, prošnjo, daš, potem seveda odgovorim posamezniku, ne, da lahko greš, ampak celo analizo celega leta, ki ga vidim. In tudi oni potem, ne, in potem tudi napišejo, želim iti v, ne, a res rabiš, ne. Nisi pa napisal, da se želiš srečati, recimo, na pamet bom rekel, svojo punco. Nisi mi pa napisal nič, ne, kako glede tvoje spolnosti. Pa ne mi reči fant pri 22 letih, da nima nobene želje. Ja. Ne, ti soš pa šel na Metelkovo dokazovati. Ne. To pa je res. Ne, a veš, ko so druge teme, kaj bom, ne, kako, ne, ali bom, ne vem, izkazal se bom in dokazal in bom šel k babici in bom pri babici, ne vem, izkuhal kosilo in kaj, in babica bo pripeljala svoje prijateljice in boš tam skuhal kavo in govoril o komuni, in si se potrdil. Še zdaleč ne, ne. Ja, 5 vsakdanje odgovornosti, ne. Konfliktna situacija zate je bila konfliktna situacija z očetom, ki ga celo leto ni bilo, ker imata zamero. A ni večji izziv, da greš k očetu, pa rečeš, oprosti stari, nekaj bova mogla narediti z najnim odnosom, ne. Ne gre, ne. Ti si pil, jaz sem sledil temu, ne, in začel s tabo, ne, pretepala sva se, kaj bova naredila, ne. Ne, a ne dokažeš več, da si sposoben kontrolirati en pogovor svojim očetom, svojim starim. Ne. To so te zadeve, ne rabiš, če hočeš sebi dokazati, ne, in potem te on pošle ne vem kam, ne, in je idealna priložnost, da greš, pa se ga najmanj napiješ. Ne. Ne. Ampak ti se ne. Ja, a nisi sebi dokazal, pa ne rabiš se iti v tisti krog dokazovati. Ne. Potem dokažeš, verificiraš se s tem, čakaj, a se upam soočiti, ne, v nekem smislu, dobijam vsak mesec neko zadevo, dolžen sem toliko, pokradil sem toliko, ne, a se upam jaz iti k posameznemu človeku pa reči, glejte, res sem to ušpičil, vse veste, ne, a se lahko zmenimo, da ko pridem iz komune čez 1 leto, ne, da zamrznemo, pa vam bom takrat vračal. Potem smo švercali, preprodajali, kradali mobitele, tam sem se prijavil v enem operaterju, v drugem, tretjem, ne, in zdaj, a se upam iti, ne, ker problem je čisto take vsakdanje zadeve, se iti soočiti z njimi, ne, a se upam iti tam na šalter, pa reči, mi date pravno službo, rad bi se okoli tega zmenil. Pa boste verjel, ja, jim prisluhnejo, če pride osebno. Ja, ker pokažejo odgovornost. Ker pokaže nek interes, neko odgovornost in vedo, se bomo dobili nekaj, ne. Kot pa da ignorira, grem se pa dokazovati, ne vem, v tist labirint, v katerem sem prej, in zdaj pa znam ven prideti. Ja, sej zdaj, tako, kot ste mi povedal, je veliko stvari za postoriti verjetno v življenju tazga posameznika, kjer je zunaj komune vse porušeno, verjetno ostalo. In zdaj iz strukture komune grem nazaj drugačen, preveriti mojo sposobnost sprejemanja odgovornosti v porušenem okolju. Ne. Tako da jim odsvetujemo to zadevo, ne. Pozneje pa pride tudi do spoznanja, pa pravzaprav, a sem komu kaj dolžen od njih. Zakaj bi jim bil dolžen dokazovati? Ne. Je pa še en fenomen, ne. Ne, to mi pravi en fant in je rekel, ravno to zgodbo imel, ne, in se pogovarja z njim, svojim kolegom, kako v komuni, kaj dela, kaj je ugotovil, posluša, na koncu pa reče, imam dobro robo, a greva. Ne, se pravi, nič nisi razumel, ne, nič nisi slišal tistega, kar je, ne, a se razumeva, ne, tako da potem odsvetujemo, glej, ne, v tistem, bi rekel človek, svetopisenskem citatu, pusti naj mrtvi pokopljajo mrtve, ne. Pusti, da oni živijo svoje življenje, ti pa živi svoje, ne. In se temu trudi, da ne boš spet nazaj. Jaz se spomnim, gledam še to,
pri enem fantu, ki je dvakrat na 2 verifikah je bil in je obakrat šel prav konkretno na Metelkova. Ne? In potem sem mu zastavil vprašanje vedno, zakaj to rabiš? Pa nisem dobil nobenega odgovora. Ampak zakaj? Zato, ker je bila pravzaprav v podzavesti njegova tako močna želja, biti tam del tega. Ne? No in nažalost, potem, ko je končal program celo, je šel ponovno iskat noter pod pretvezo, grem se dokazati, grem izkazati celo, če bo kakšen, da ga pošljem na ta pravi naslov. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se to, kar se naj ne bi zgodilo, da je on pravzaprav nazaj pogrnil. Se pravi, ampak to je tudi lahko globlji problem v tem, če ti ne veš in ti moraš dojeti v tem našem terapevtskem programu v skupnosti, moraš dojeti, da pravzaprav kaj? Moraš dojeti, da trezen biti je kul, je dobro, je v redu, da je neka vrednota, da tega se veselim. Zares to verjeti, ja. Zares to verjeti in to tudi občutiti. Kaj ti, če boš ti trezen, pa boš trpel, temu alkoholizem reče suhi alkoholiki, priješ gostilno, pa se misionarsko obnašaš, pa glejte, kaki ste, kaj vas ni nič sram, glejte, kam lezete, To pomeni, da je s tem človekom res nekaj še zmeraj hudo narobe. In je samo vprašanje, kdaj se bo zgodilo, da bo preveč blizu prišel šanka. Tako da enostavno lepo je, da sem trezen, fajn je, vesel sem, ne samo tisto trenutno veselje, ampak zjutraj se zbudiš, poln energije, živiš odnose, imaš neke cilje, imaš nek smisel, pri logoterapiji smo zelo, veš, zakaj se splača živeti, če ti je pa vse odveč, če ti je vse preveč, se začneš zapirati, potem prihaja malo depresije, anksioznost in vse zadeve, potem izolacija ven, veš, nesprejetost, no pa smo pa zelo blizu starim vedenskim vzorcem. Pri zasvojenosti pa je tako, da nikoli nisi popolnoma zdrav. To je herpes. Jaz rečem, vsaka odvisnost je herpes. Kdaj se pojavi herpes? Takrat, ko odpade odpornost. Kdaj odpade odpornost življenjska? Ko so neke krize, ko so neke preizkušnje, ko so problemi. Takrat si izpostavljen. Spravi, nikoli se ga ne bom rešil. Vedno bom. Več časa sem trezen, manjši vpliv bo imela, manjšo verjetnost bo imela. Krajši čas je, intenzivnost lahko večja in nevarnost večja. Kaj pa se zgodi po tem, zdaj smo bila na 1 letu, če smo imela neko časovnico, a ne? Prišel sem, doma sem bil, nisem vzel droge, sem v teh 70%, pridem nazaj, kaj po navadi naslednji korak? No in takrat pride do tega radikalnega preobrata. Zdaj vem, da komuna učinkuje, ker sem dobil pozitivno. Tudi takrat, ko sem rekel, če hočeš 20-30%, kakorkoli, vem, da komuna učinkuje, ampak jaz nisem učinkoval. Saj ni stvar v komuna. Komuna je sama možnost, komuna je sama priložnost. Mi strokovni delavci ne moramo namesto njega delati programa, ga on mora delati, niti starši, namesto njega nihče ne more čisto nič narediti. Ampak pride do spoznanja, da enostavno, zdaj pa moram sam delati, zdaj pa moram nekaj narediti in zdaj delam zaradi sebe. Ne zaradi mame, ne zaradi očeta. Zakaj? Zato, ker imam potrditev, da se splača, da se da je lahko uspešno moje življenje. In tudi potrditev, ki ga dobiš od zunaj, te podpiramo, vidimo, to je to. Ponovno se vračaš v stari izvedbi, v kateri si nam bil veliko bolj všeč, ne v tej zadnji prednosti šel, ampak v tisti. Tako da potem, tukaj se potem ta kvaliteten
odnos do skupnosti, do sebe, ponovno narediš še en individualni načrt, malo bolj iskren, malo bolj oseben, malo bolj globok, malo bolj fokusiran v odpravljanje nekih napak, nekih pomanjkljivosti, in takrat si veliko bolj sposoben soočiti se samim seboj. Sposoben si sprejemati kritiko. Ne? Zdaj seveda, če gre za nekoga, ki je oče, ne? Potem tudi intenzivno dela na tej očetovski vlogi. Takrat tudi v prvem letu, tudi moram reči, da uradne strukture so malo bolj previdne, ne, z temi stiki z vsemi, in potem lepo v drugem letu, pa ko vidijo, da nadaljuje več teh srečanj. Ne. Mi smo imeli tudi en tak primer, zelo zanimiv prakso, ko je imel en naš fant 2 otroka in seveda žena upravičeno, popolnoma upravičeno nasprotovala vsem stikom, ampak Center za socialno delo se pa odloči, da bo omogočil stike pod nadzorom. Ne, se pravi, stiki, obiski v skupnosti ne, ampak na Centru za socialno delo. Ne, in enkrat na teden, enkrat na 14 dni v začetku, pa enkrat na teden je hodil na Center za socialno delo. Imel tisto urco, pa pol, 2 urci stike z otroki, se je igral, domače naloge delali. V drugem letu so že otroci začeli prihajati v komuno. Ne, stari starši so jih vozili in zadeva se potem tako razvila čudovito. Odnos med mamo in med očetom se je poravnal, ne da sta skupaj, ne morem reči, ne, ampak oba sodelujeta, delata pri vzgoji otrok. Druga zgodba pa je to, da je v popolnoma novi vlogi otroci kot otroci zaživeli, se pravi res tisto otroštvo v odnosu do svojega očeta. Ne, se pravi, to je drugo leto, ne, sedaj delamo tiste globalne premike, no in zdaj tukaj prije, se pravi, ne samo zgolj na čustvenem nivoju, prej smo imeli telesni, čustveni, intelektualni. Nekateri začnejo pa reči brati knjigo. Prvo knjigo, ki sem jo prebral pri svojih 30 letih. Ne, se pravi, koliko uspešen manipulator je bil, domačega branja ni že prebral, ne? Da se to da, ne? Včasih nisi tega mogel, ampak ne, in zdaj pa reč preberem knjigo. A jim vi kaj sugerirate? Ja, imamo seznam, ampak potem med sabo zelo sugerirajo, ne? Potem tudi... Kaj pa, naprimer, lahko sem tako, da dobim predstavo? Zdaj, v tem... Neka ena knjiga, v tem, recimo, ena taka je Močnejši od sovraštva, recimo, če poznate, ne? Iz teh zgodb, potem zgodovina moje heroinske odvisnosti. Zlatko Blažič. Zlatko Blažič, ki... Sem ga imel tukaj, ja. Ja, ne, fajn, dolgo nazaj? Ja, 2 leti nazaj. No, potem tudi kakšen drugi, potem, kaj zvem, če to pri alkoholizmu, kaka stara otrok, ki se je igral z Luno, recimo. Ne. Aha, se pravi, nekaj je v teh tematikah. Nekaj v tej tematiki, drugače pa tudi, kaj zvem, kakim zgodovinskim romanom posvečajo, kakim, kaj zvem, sprostitvenim. Vse podobno je tudi za filmi, ne. 3-krat na teden se gleda film. 3-krat na teden? Ja, 3-krat na teden, ampak ob torkih je obvezen terapevtski film. Ne, ki ga zbere koordinator, ki ga strokovni delavec zbere. Naprimer? Kaj jaz vem, ne? Nek pogoj je, da ni neka hollywoodska, akcijska, ne poceni, zelo draga, ne? Ampak da pa ima sporočilo. Ne? Recimo, en tak film je Čudež v celici 7, če ste gledali. Turški film, ne, ki obravnava smrtno kazen, krivičnost, pa vse te zadeve, recimo. Ne. Zadnjič smo gledali, recimo, The Way, recimo pot, ta pot po Jakobovi poti, če poznate. Ne. Zelo taka zgodba 4 oseb, odklopljenih vsak zase in kako potem, ko skupaj hodijo, pravzaprav v smislu skupnosti rastejo. In se povežejo in ne, skratka, in jim ta zadeva potem spreminja življenje. Ne samo po sebi, ker hodijo po tej romarski poti, ampak skupaj hodijo. To je poanta. Ne.
pa en kup takih malo nekih takih francoskih komedij, pa te zadeve. Skratka, v tem žarnu, da če rabimo nekaj za sprostitev, damo nekaj za sprostitev, če rabimo neko sporočilo, to oceni koordinator, ki reče, jaz bom imel naslednjič eno tako temo, oglejte si to, ali pa celo z njimi si ogleda takrat zvečer. Se pogovarjajo pol o tem. In potem se o tej zadevi pogovarjajo. Tako da, skratka, en kup takih zadev, tudi imamo nek seznam, imamo tudi nek nabor, nekaj na ključku in te zadeve potem probamo čim bolj oplemenititi, ne zgolj, da se gleda, pa da ni pasivno. Ne, ampak da je aktivno, da potem vsak ve, da bo še sodeloval, mogoče še celo moral kaj napisati o tem, ne? Tako da potem ostane. No in potem, to pa zdaj, smo pa že tukaj na čem, ne? Smo na tem tretjem nivoju našega delovanja in to je naša duša. Ne? Delovanje na duši, delovanje na smislu, ne toliko konfesionalnosti, religioznosti, ne? Čeprav Slovenska Karitas je ustanovitelj zavoda Pelikan, ki to zadevo vodi, Komunita in Kontra je ustanovil duhovnik, ampak vedno je bilo dopuščeno, da človek ima obveznost do samega sebe v tem smislu, da oblikuje svojo notranjo, svojo dušo. Rekel bi svoje srce v nekem smislu. Ne? Kaj je prav, kaj ni, kaj je dobro, kaj ni, kaj hočem s svojim življenjem, kaj je smisel mojega življenja v končni fazi. Ne? In prihajamo do tistega odgovora, ne glede kako prepričan imaš, važno je, da si dober človek, da si plemenit, da želiš nekaj drugemu narediti dobrega. Potem te bomo pomnili, ne bomo na grob, ne, jaz večkrat rečem tako malo, predstavljajte si, da imate možnost, da boste sodelovali pri svojem lastnem pogrebu. Ne? A bi radi slišali, da bo rekel, ta ga je požuriral, ta ga je nesel, ta se dobro zadeval, ne? Ta pa je imel lep avto. Ne? Ali bi rekel, bil je mož besede, držal se je vsakega dogovora, ko si z njim računal, ti je priskočil na pomoč, ko si ga rabil, te je poslušal, ne? In potem seveda, logično, tudi že zaradi samega cilja, ki ga imamo, ne, bo rekel to drugo, seveda, ampak počasi se to oblikuje, ne, in potem tudi nekateri fanti, gledajte, iz naših programov, kar nekaj jih je takih, ki so študirali socialno delo, danes delajo po različnih organizacijah. Tudi organizacijah, ki se ukvarjajo, pa ni naša, ukvarjajo z odvisniki. Tudi recimo, ne, na centrih za socialno delo so ali kaj podobnega, ne. Prej iz neke faze, nekega stanja egoizma, egocentričnosti, sam jaz, moja droga, ne, potem priješ, da je pa fajn, če si pa tudi kaj daš od sebe. Verjetno bi se strinjal z mano, najprej moraš biti v redu. Ne? Ja, da lahko sploh daješ. Ne? Sploh lahko. Iz prazne čaše je nemogoče naliti. Ne, absolutno se strinjam. Najprej moraš imeti nekaj, da lahko nekaj daš. Brez tega ni. Ne? To je jasno, ampak se pravim, dela se na tem, zato pravimo, ne, je vzgoja za življenje bolj kot mi nimamo nekih takih treningov, kaj se zgodi, ko srečaš svojega starega frenda, pa je zadet. Ne? Ja, živijo, vesel sem, da te vidim, ampak ni mi pa všeč, v kakem stanju te vidim. Ne? Če rabiš pomoč, se lahko pogovarjava, če pa ne. To je to, ne. Ampak bolj, ne, kaj ti hočeš sam samo narediti? Z odnosom, ne. Pol nekdo reče, ne, rad bi v svojem življenju si uredil družino, ne. Si sploh predstavljaš, kaj je to? Si pripravljen v začetku po noči vstajati, previjati, ne. Ne. In se potem, ampak potem priješ, si reče, si sem. Dobili smo zadnjič enega fanta, ne, skoraj da iz ceste, ne, ki je kriziral. Ne. A to je pred kratkim se zgodilo. Ja, in kaj? Zdrava njega je sedel celo noč. Celo noč. Ne. Ja, sem sposoben, vidim. Ne, in potem zjutraj, po zajtrku še zmeraj žariš, ampak ti učke skupaj lezejo. Ne. Daj pejt, se odpoči malo, bo nekdo drugi tega fanta zdaj spremljal, pa vodil. Ne. Spravi, si sposoben, znaš, imaš potencial, ampak
a čutiš do tega kaj, ne? In potem, ko začutiš, ja, rad bi, ne, tudi, ko je bil Opeka, recimo, ne, tukaj v Medvodah, praktično cela komuna, vsi fantje smo šli, ne. Zakaj, ne? Zato, ker sem rekel, nekaj nam ima zapovedati ta možakar, ne, in kako so bili potem tudi začeli razmišljati, glej, zadeve niso samo materialistične v tem smislu, ne, lahko svojo srečo, svoje zadovoljstvo, ne zgolj, koliko imam, koliko sem, ne, zaslužil, kaj vse sem, ne, na koncu nekateri se s tem zelo hvalijo, ne, koliko so bili uspešni, pa rečeš, ok, super, silnim nekim darjem si obračal, kje ga pa imaš? Čez pa 50 jurjev dolžen. Ne, potem viš, ne, mogoče si stavil na napačnega konja. Ne, mogoče bi bilo dovolj manj, ne rečem, unega ne, pa to sam, ne, ampak mogoče bi bilo dovolj manj, ne. Zadnjič mi je en fant razlagal, rekel, ja, jaz po teh načelih, ki so komuni, skromnost, pa to majhnih korakov, pa to je rekel, ne mislim. Visokopotezno. Ja, to je preveč, to jaz ne bom, ne. Sem rekel, spoštujem tvojo odločitev, prav, ampak nekaj pa moraš vedeti in sam zato se trudi, da vse, kar boš naredil in bo pošteno. Če boš zaslužil denar, ne bo pošteno zaslužen denar. Ne, da ne bo na račun drugih, pa v škodo drugih. To pa lahko vzamem. To pa si lahko za geslo vzamem. So vse naredila. Ne raba več se pogovarjati, pa prepričevati, kako moraš biti skromen. Samo bodi pošten. Kako pa pride do tega preklopa? A uporabljate, ko omenili ste, da ne uporabljate religije za to, dosego tega, o čemer zdaj govoriva, ne? Ja. A se to samo po sebi zgodi? Zdaj je tako, ne, ravno v tem je catch, ne, preklop, ne. Ja. Preklop, ko se naredi ponavadi samo od sebe, ne, če se naredi. Ampak ni tako, ne, pri nas ni, da prepuščamo, ker potem bi mogli dopuščati tudi možnost, da pri posamezniku se ne naredi preklop v kratkem času, ampak je pomemben, si je treba vzeti del časa in nihče ne. Ampak čisto preprosto imamo zadeve, ko potem drugo leto prideš, takrat se ne ukvarjaš zgolj s svojo majhnostjo, ampak se začneš ukvarjati s tem, kaj lahko ti drugemu daš. Aha. Ne, če bi rekel Kennedy, ne, tam ne sprašujte, kaj je lahko država, ampak kaj vi lahko drugemu date in v tem sprejmeš neko odgovornost. Sprejmeš ali kot pomočnik odgovornega za delo, ali celo sprejmeš odgovornost za bom rekel, za hišo. Ne. Prej ti je bilo vseeno za vse, zdaj pa naenkrat moraš skrbeti. Pa ne samo za gospodarski del hiše, ampak kako se mi noter počutimo. Skrbiš za odnose. Ne? Kako se pogovarjamo. A se slučajno prepiramo. Ne? Ali se dobro počutimo, se smejimo, smo nasmejani. A se kdaj stepejo? To je strogo prepovedano. No, ampak. Z besedam pa dostikrat. Fizično pa ne. To pa ve dejansko vsak, da dejansko, če bi prišlo do tega, enostavno ne razpravljamo, kdo je začel, zakaj se je začelo, enostavno se zadeva zaključi z izključitvijo. In to vejo že od začetka in, ja. To deluje, da to vejo in se ne. To je in tudi to varovalke je pri njih tudi drugem, da tudi ko vidijo, da gre v neke zadeve, drugi posežejo. Tudi drugi posežejo, ustav se malo. Ne. Drugače verbalno, ja, seveda se skregajo, kdo se pa ne. No in potem, ko sprejmaš odgovornosti, ne, se skozi to potem oblikuješ. Tako da potem ne samo, da se naredi preklop, ampak čist preklop se mora narediti, ker potem v drugo leto je pa, jaz rečem, obdobje preverjanja in še izpopolnjevanja, piljenja vsega tega. Ne. Tako da potem tukaj se pa potem res v tem, ko daješ drugemu, ne, čist preprosto, ne, nekdo, ki ima krizo, resno krizo, pakira že skoraj, ne, s čem ga najlažje prepričaš. In kdo? Tisti, ki je zdraven,
z njim in v katerem vidi, da je zadovoljen in srečen tak, kot je noter. Ne? In še pove, jaz sem imel isto zadeve, z istimi zadevami sem se ukvarjal, ampak danes, glej, se mi je splačalo, počakaj en dan, ne počakaj en mesec, počakaj en dan, boš videl, jutri je nov dan in se potem res zbudi in se popolnoma drugače počuti. Ne? To je ta potem preklop se zgodi včasih, ne? Ampak je čisto sistematično zaradi odgovornosti, ki jo imaš, ne? Tudi neke zadeve, recimo, ne vem, takrat, ko pride novinec, ne, mi rečemo angel varuh, ne, angel varuh je neka oseba, ki ti je dodeljena iz njihove strani in je skozi ob tebi. Ne, se pravi, tisti mesec, ko si ti izoliran, nisi izoliran, nisi sam, nisi prepuščen sam sebi. Imaš vedno nekoga ob sebi. Ki je par korakov naprej. Ki je precej korakov naprej, ampak te drži za roko, razlagati pravila, skupaj sta celo v spalnici, ne, da nimaš časa. Tudi, ko se zbudiš, ti da vedeti, zbud me, če ne moreš spati, če ti misli hodijo blesave po glavi, ali kaj pa zbud me. Sem ob tebi, ki te tudi ščiti, ne nazadnje. Ne? Lahko, da nekdo od starejših fantov ne razume, da si malo bolj počasen. Te ne razume, da se ti ne da. Ne razume. Se težko to razumeš, ampak vendar. Ne? In vedno imaš ob sebi nekoga, ne? Ki je pripravljen zate, zastaviti besedo, ki je pripravljen, tudi če treba, ne vem, te spomniti, pazi, imaš odgovornost, naredi to, ne? Ker sam preveč stvari, preveč držljajev te odplava. Ne? Skratka, in ob taki zadevi rasteš, tudi sam. Ne več, ko se ukvarjaš sam s sabo, koliko mi je hudo, koliko mi je težko, ampak vidiš, da je nekomu lahko še hujše, pa še težje, pa se spomniš, pa podoživljaš, pa utemeliš, pa sam pri sebi razčistiš neke zadeve. V tem se dogajajo potem mentalni premiki, ne zgolj klik. Občasno se zgodi klik. Koliko pa mislite, ali pa koliko ste imeli težav s tem, da je težko razumeti nekoga, ko gre čez take stvari? Jaz predpostavljam, da niste bili na heroinu, vi? Ne. A ste kdaj, to tako me malo zanima, ne? Ker zelo mi je všeč ta pa lepa dinamika med dvema, nekdo je par korakov naprej in se počutiš, da te dejansko razume, ne? Ker je dejansko šel čez podobno zgodbo kot ti, ne? Koliko pa vi mislite, da je to pri vas mogoče omejitev, da kdaj težko razumete, ali pa da celo oni verjamejo, da vi ne morete razumeti? Ja, to slednje je najbolj pogosto, ne? Ja. To slednje, ampak ta del, gledajte, bivanja v komuni, življenja v komuni, interakcije v komuni, je zelo, zdi se mi, da je zelo pomembno, da res imajo izkušnjo. Zato v našem timu so ljudje, ki so zaposleni, tudi ljudje z izkušnjami. Tako da iz svojega lastnega črpajo. Drugi del, odhod ven, biti zadovoljen v svojim življenjem, biti zadovoljen z treznostjo, imeti neke življenjske cilje, ambicije, pa se mi zdi, da pa je tukaj moja vloga. Potem, da to pa imate izkušnje. To pa imam izkušnje in to tudi cenijo, in spoštujejo. In, tako da ni noben problem tudi meni pripeljati v komuno mojo celo družino spoznati, od otrok, od ne vem česarkoli, in tudi moji otroci iz tega velikokrat dobijo, in te fante poznajo po imenih, jih potem tudi srečuje na Facebooku ali kjerkoli, in se potem včasih hecamo na kakšne zgodbe, ki jih jaz ne vem, ker nisem na teh zadevah, načelno nočem biti, pa mi pa moji rečejo, glej, tam sem videl tega, in tako da tukaj, če je to zadevo, da se prepleta, ker sem rekel, zastonj si ti komuna naredil, če ne veš, kaj bi za svojo abstinenco naredil. Kakšen pomen ima. Ali pa še celo, da si srečen v tej abstinenci. Da žariš, da tudi ne najdeš smisla, da bi bil. Ali pa smisla v vsakem življenju, v vsakdanjih odgovornostih. Odgovornosti tako do najbližjih, zadnje do družbe, do države. Konstantno razlagam, oprostite,
koliko denarja ste dobili preko denarne pomoči, a se vam ne zdi, da ste jutri tudi vi kaj dolžni dati? Ja, da malo sploh, Ne, nazaj vračati, ne. Ja, pa da pridejo v take celostne stvari, ne? Kaj jaz dajem, kaj sem vse dobil, da se ne zanemar. Ne? In tudi, ko pridem, ne, včasih me kar vprašajo, kaj je pa novega od zunaj. Ali pa so zvedeli, ne, rečejo, kako pa ti gledaš na to? Nek dogodek se svetovno. Nek dogodek, neka novica. Od neke politike lokalne, če hočete, pa do svetovne, ne, pa do tehničnih rešitev z avtomobili, pa z vsemi zadevami, kam zdaj, kako. Ne, in to zadeva sodi v tisti kontekst, ne, v tisti kontekst, kaj hočeš sam sabo v tej družbi, v katero počasi prihajaš. Ne. Ali se boš konstantno boril z odvisnostjo, pa se tresel za odvisnost, pa te bo vsega strah, ali pa boš kaj odgovoren, ne sam zase, seveda v prvi vrsti zase, ampak tudi za nekoga ali pa za nekaj drugega, kar presega ta tvoj parcialen, delen problem. Ne. Tako da v tem smislu si čisto nič in z veseljem rečem, veste, v čem sem prednosti? Ker se nikoli nisem drogiral. Zato vam marsikaj lahko povem, kaj vas čaka in zakaj vas čaka. Ne? Čeprav tudi moja zgodba življenjska je blazno zanimiva, se jim zdi, in potem, ki je bila prelomna, ogromno teh zadev, ne? In jim potem tudi reče, ja, pa sej, ne, ni treba, da se drogiraš, da spoznaš neke zadeve in priješ do nekih spoznanj. Ne? Po drugi strani pa rečem, ja, mogoče nekdo, ki je od zunaj, pa se nikoli ni drogiral, nikoli ne pride do takih kvalitetnih premikov v svojem življenju, kot vi lahko v komuni pride. Ne? Tako da, seveda je ena prednost, je druga prednost. Ne? Nekje se nekaj, vedno se izravna. Ne? Velikrat ste danes omenil očete, pa očetovsko figuro, pa predstavljam si, da v teh komunah so moški, a ne? Izključno? Mi imamo po spolu ločene, ja, so moški, pri nas so samo moški, ženski je nekoliko manj, če se pa pojavijo, potem odhajajo v te matične centre v Italijo. Ampak v glavnem pri nas delamo z moškimi. Je manj žensk v tej problematiki? Nekaj manj je, tudi če pogledate statistiko, ki jo objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, ne, in potem nek tak podatek je približno 20% ljudi med 19 in 65 leti bi naj občasno ali pa redno uporabljalo droge. Ne? Kaj pa se tretira kot droga? Od kanabisa, kokaina, opijatov. Alkohol? Alkohol je pa ekstra v raziskavah vedno zajet, no in potem imaš vedno več, tam piše 24% je moških, cirka 16%, govorimo o teh približnih številkah, ampak vedno je ta plus minus 0,1%, ali kaj se, nisem te decimalke natančno povzel, ampak približno je, kar res govori v ta prid, da je nekaj manj žensk. Zakaj se pa žensk manj odloči, je pa druga zgodba. Če bi rekel, imamo tri centre, v teh 3 centrih je približno 25 ljudi, imamo pa žensk, ki so, ne vem, 2 ali 3 v Italiji. Ne? Tako razmerje pa tisti podatek ne obravnava, ne? Če bi rekel, ne, ampak ženske imajo... Ne odločijo se za komuno, čeprav razumem. Težje se odločajo, po drugi strani velikokrat recimo imajo, nekateri rečejo, več teh raznoraznih nekih izhodov. Ne? Recimo eden od takih, ki je pa lahko pozitiven, ne? Je materinstvo. Ne? Ženska, ki včasih zanosi, je to ena taka zelo lepa motivacija in odločitev, da pri nekaterih pa tudi zaradi tega prenehajo. Ne vedno, da se razumemo. Ne vedno. Ne, tako da se tudi dogaja, da otroci, ki so rojeni pri odvisnici, ga morajo z metadonom dol spuščati, da nima abstinenčnih kriz, da ne bi slučajno umrl, recimo, ne, zaradi teh močnih krčev in vsega. Ne.
nekatere ne uspejo ali nekatere se ne uspejo dovolj motivirati, ne? Ampak pri nekaterih pa je. Ne? Potem v tem smislu čustvovanja, ne? Ženska popolnoma drugače sočustvuje in neka partnerska zveza je nekaj drugega pomeni ali drugače dojema to kot pri moškem. Ne? Takrat, ko zasluti pri ženski, ko nekega dobi partnerja, ki pa nima opravka z drugo, je sposobna se bolj motivirati in odločiti, da ne bi nadaljevala s to zadevo. Bolj pomeni mogoče. Večji pomeni, ja, in drugače to razume kot pri fantu ne toliko. Tako da več teh dejavnikov je, mogoče bi tudi še kakšna bila več, če bi imeli v Sloveniji kako skupnost, ker je le tudi uvera. Da greš v tujino. Da greš v tujino, v Italijo, recimo, ker komuna, jaz rečem, se ne dela z rokami v prvi vrsti, se dela z jezikom, z glavo, z srcem se dela. Tisto je bolj, da se ti zapolni čas, ko delaš z rokami. Če bi tako rekel, in zdaj, če ti prideš tem verjetno uporabnikom tam nekje iz obale, ni to problem, ker italijanščino imajo v osnovnih šolah, znajo, obvladajo, Zdaj si pa ne predstavljam nekoga iz Prekmurja, recimo, ko že za slovenščino včasih ima težave, da ga razumejo, kaj pa šele, če gre potem v Italijo. Ampak vendar, nekatere grejo, zato je recimo ta razlika mogoče. Pa nekaj, kar mi je prišlo na pamet, pa ne vem, če je res, ženska ima možnost prostitucije, in to tudi, ampak manj. Se razumeva. In to mogoče dlje časa je možno vzdrževati neko tako navado. Pa vendar, ko prideš v neko točko, bi rekel, sej potem v tej prostituciji ni toliko teh žensk, da bi rekel, ampak prideš v neke točke tudi, ko bi se prej slej mogel nekako zazred vase, pa obrniti, pa reči nekaj bi... Absolutno. Tako, če imamo moškega pa žensko, pa oba želita zaslužiti denar, zelo hitro, z vsemi sredstvi, je ženski mogoče lažje. To drži, da je lažje, hitreje pride, ne smejo pa izključevati, da ta moška prostitucija pri odvisnikih je tudi zelo pereč problem. Mogoče se toliko ne govori, ne upamo, ampak zdaj, ko vzamemo anamnezo, pa se pogovarjamo o teh zadevah, velikokrat tudi fantje rečejo in priznajo, tudi to je moja izkušnja. Zanimivo. Tudi to je moja izkušnja. Tako da jo ne moramo izključiti, ampak veliko manjšem obsegu kot pri dekletih. Ta moška figura ali pa figura očeta, če se zdaj samo na moške osredotočiva, pa vi zdaj 30 let delujete na tem področju, če prav razumem. A v teh 30 letih, če imamo časovno premico, a ste kaj zaznali, da gre v neko smer, na slabše, na boljše? Pa prav mislim iz vidika tega, ker sva tokrat poudarjala odgovornost. Ker se mi zdi, da je neka taka moška energija, ne bi rekel, da samo moški morajo imeti tudi ženske, ampak če se razumejo, kaj mislim. Iz vidika energije je to ena bolj moška stvar, in zdaj, če nimam jaz v svojem življenju, ko odraščam, ko sem med puberteto ali pa še mlajši, sploh nekoga, ki bi mi bil vzor z vidika te energije, kaj pomeni, da prevzemam odgovornost zase in potem posledično še za ljudi okrog v svojem, mogoče ožjem krogu, pa potem razširjam ta krog odgovornosti. V teh 30 letih ste opazili kakšne spremembe? Ko sem bil študent, ko sem študiral socialno delo, se spomnim pri svoji profesorci. Nam je dala za prebrati 2 knjigi. Zdaj, kdo je katero napisal, vem pa, da sem obe z užitkom prebral. Ena je naslov
Klic po očetu, druga je pa Očetje, kje ste. Eno vem, da je Martina Tomori napisala, drugo pa Pava Obrajša. In zame, kot študenta, seveda, takrat je to bilo neko novo, fascinantno odkritje. Zakaj? Ker tega lika očeta sam po sebi v svoji matični družini nisem toliko pogrešal, ne? In ko sem te zadeve preberal, ne? Zakaj? Ker sem ga imel. Ne? In v nekem smislu je to bilo fascinantno zame, ne? Na tem področju. No? In moram reči, da takrat sem se potem tudi, ko sem se odločil, da bom tudi na tem področju deloval, na tem področju zasvojenosti, naši prvi koraki so bili, da smo vozili naše kandidate v, Italijani so rekli, grupa da pođo, podporna skupina. Podporna skupina tistim, ki so končali program, in potem tisti, ki so končali 3-letni program, takrat je bilo 3 leta, so potem imeli srečanja redna in na teh rednih srečanjih so potem delali tudi s kandidati in med drugim tudi naše sprejemali. Ne? Tako da smo hodili praktično vsak četrtek zvečer ob 5 iz Ljubljane, prišli tja do 8, Kormons od Gorice po stari cesti, še takrat ni bilo avtoceste, ne, Rebrnice, dol si se vozil pa čez Vipavsko dolino počasi, ne. No in potem seveda imeli smo eno prevajalko, zamejsko Slovenko, ki je tem našim fantom prevajala in je ona sama hodila noter. No, v tem pa enkrat me pokliče njihov ta vodja, pa reče, ti poslušaj, pa dobesedno citiram, kaj pa narobe s temi vašimi očeti? Kje so? Ne zato, ker jih ni bilo, ampak ko so delali intervjuje z njimi, odnose, kje so očetje, kaj so ugotavljali, je rekel, vse pri nas tudi, je rekel, ampak pri nas smo vezani, ampak kljub temu, da smo vezani na mame, ne, Italijani zelo, je rekel, ampak še zmeraj lik očeta je, pri vas ga pa ni, kje so očetje? Ne? To je bilo njemu, pa sem začel. So bili odsotni? Precej odsotni, ali pa, ne vem, bal so se svoje vloge. Svoje vloge, ne. Jaz se spomnim, ko sem svoj čas potem, no, ampak to je v meni in sem videl, da nekaj je potrebno na tem področju z očeti narediti. Zdaj tudi imamo seveda posebne delavnice za očete, ko gremo tudi na morje, fantje, grejo tudi očetje zdraven, ne? Potem forsiramo obisk samo očeta, recimo v komuni, ne? Da se ponovno zbližajo. Ne? No, ampak ne, vprašanje je bilo v teh 30 letih se mi pa zdi, da je še bolj potenciran ta problem, odsotnost očeta. Čisto preprosto, včasih ga ni. A čist fizično ga fizično ni? Obstaja, ampak ga ni fizično zdraven. Obstaja, ni ga fizično zdraven, ni ga. In zdaj, mnogokrat je to, ker je zelo močna vloga same matere. Se pravi, ta energija mame nadvlada. Nadvlada in se oče ponavadi zbeži. Se ne fajta za svojo vlogo. Jaz sem oče, jaz hočem biti oče, kdo se bo pa drugi ukvarjal z moškim otrokom kot jaz, ne, ne, se umakne. Umakne se, kaj zvem, v delo, umakne se v neke hobije, umakne se v nek šport, ne. Alkohol? Dobro, niso hotel v prvi vrsti, ampak tudi v alkohol. Ne. In zanimivo, ne, da v taki alkoholizirani družini žena niti ne potencira svojo željo in potrebo, da bi se alkohola rešil. Ne? Ampak dopušča in ostajajo zgolj na nekih nivojih samoterapije. Ne? Ja, obljubi mi, da boš, ne? In spet gre, ti meni moraš obljubiti, ne? Se spet kaže ta nadvlada, ne? Jaz bom kontrolirala, nikoli pa ne pride do tega, zdaj pa dosti, ne? Ker zakaj? Ker vsako alkohološko zdravljenje očeta pomeni tudi zdravljenje celega odnosa. Ne? In vedno se bo potem postavljal ta odnos pod vprašanjem. Ne? Si to zelo lepo je razdelal dr. Rugel, ne? Sej, ne? Velikokrat je... Perko je tudi tukaj bil. Ja, no, sicer tudi Perko pravi o tej krivdi žena, ampak jaz ne bi govoril o krivdi, o odgovornosti, ne? Recimo.
Skratka, to so te zadeve, recimo, to je prva zadeva, ki je vloga in se omakne. In če se omakne, ga čisto v takih rizičnih, kritičnih situacijah ni, kar je pa še najbolj pomembno, ni ga kot osebo, s katero bi se sin identificiral. In če se omakne, potem včasih gre, a ne včasih, kar dostikrat gre, da se zamegli vloga. Namesto, da bi bil sin, postane sin partner, ne v spolnem smislu, da se razumemo. Ja, z mamo. Ja. Ampak čisto preprosto, mama je zadovoljna s svojim sinom. Oni vse potrebe, komu streže, komu služi, koga podpira, ne več moža, ampak ima svojega sina. Ne? Kaj se dogaja z tem sinom? Postaja razvajenček. Postaja neavtonomen, postaja nesposoben. Zakaj? Zato, ker bi se z nekimi frustracijami, ki jih pa oče mora v obliki nekih omejitev dajati, se nikoli ne sooči. Ja. Ne? In potem se kaj zgodi, ko se dela v tem programu in začneta oče in sin navezovati nov stik. Kakšna velikokrat je reakcija mame? Ljubosumna. Ja, zdaj pa, prej sem se pa, jaz sem se pa prej trudila, pa matrala, ta se pa zdaj kar z očetom, pa to, kar reče oče, to velja. Ja, hvala Bogu. Hvala Bogu, da je tako. Ne? Se pravi, da smo na dobri poti, ne, v tem smislu. Tako da ta vloga, seveda, očeta, jaz se spomnim ene znanke, smo skupaj delali, smo skupaj delali na tem področju, pomagali tam po Koroškem je delovala ona, drugače je pa svetovalna delavka v osnovni šoli bila. No in na tisti osnovni šoli sem imel neke delavnice, pa roditeljske sestanke. No in potem sem rekel, a ne živi v tem bloku pri vas Adi Smolar? Ne? In je rekla, ja, kako pa veš? Ja, vem, nekje sem. Adi Smolar je pa enih 2-krat, 3-krat tudi v komuno prišel, naredil dobrodelne koncerte za nas, zelo taka duša široka. Ne? No in sem rekel, no in kako on tukaj, vprašam to svojo prijateljico in reče, veš, pravo revolucijo je naredil. Ne? Sem rekel, kako? To pa ne, Črna, mislim, ali Ravne, ne, to je metalurško področje, okoreli tisti možakarji, ne, delavci, ne, in prav, jaz nikoli nisem videla nobenega moškega, da bi kak voziček porival. On je začel to in ne boš verjel, ne, zdaj jih je že kar nekaj teh decov poriva vozičke. Ne, ne, skratka, ne da se ne da. Sam zgled rabijo pa pogum včasih. Ne? Samemu je pa narodno in v naravi moškega je, ne, da je vodja, da vodi neke zadeve, ampak mu je treba dati možnost. Ne? In potem se tukaj tudi ti neki odnosi znotraj družine tudi razrešujejo, obrusijo in se oblikujejo v popolnoma novi zadevi. Ne? Kako to dosežete? Recimo, oče pa sin se dobivata zdaj v komuni sama in navezujeta, pa gradita nek odnos, ki ga mogoče nikoli ni bilo. Potem mama poseže in je ljubosumna, ste rekli. Zdaj zelo tako poslušam. Ja, zelo sva posplošila malo. Ne, ampak pride pa še do drugega premika, da se vzbudi potreba v posamezniku. Ne glede, da odreagira malo ljubosumno mama, ampak še zmeraj čuti potrebo. In potem pridejo velikokrat preko teh naših skupin, ki jih imajo za svojce, se čisto odkrito pogovarjajo ljudje o svojih odnosih v družini, kje vidijo, kaj jih muči, kje imajo očitke. Ne? In potem seveda, če je dovolj neko svetovanje, je dovolj, če ne, pa jim tudi svetujemo razne službe za zakonsko svetovanje, da urejajo te tudi odnose oni sami. In nekateri tudi hodijo na te potem dodatne skupine, ne sam pri nas, ampak tudi, ker moramo reči, ne, da v nekih zadevah pa nismo kompetentni, pa vse obvladamo, ne. Potem moraš biti to kompetenten, pa toliko širok, tudi da rečeš, gledajte, jaz mislim, da pa rabite neko dodatno pomoč, tukaj so različne možnosti, pa probajte se tam najti, ne.
In tudi nekateri hodijo potem v te razne skupine. 2 leti nekega intenzivnega dela, tudi oni na sebi, ne, ni vrag, da se nekje ne bo poznalo. Ne. Ne, in se potem tudi zadeve premikajo se potem, tako kot sem rekel, ne, preko individualnih pogovorov, ki jih pa tudi mi kot strokovni delavci nudimo, ampak to je bolj usmerjeno to, koliko je vpliv, da tam v skupnosti dobro napreduje. Moram pa reči, da čisto preprosto in potem, zakaj? Zato, ker enostavno vidijo in si želijo nekaj spremeniti. To se mi zdi ključno. Vidijo in želijo in potem tudi delajo na tem. Ni pa to neki taki prebliski na hitro. Ne. Ker proces. Pri nekaterih pa žal ugotovimo, da v ta proces niso dovolj jasno stopili, ne, in potem ostane zadeva taka, kot je, v tem primeru pa potem še kako pride prav reintegracija. Ne vračaj se domov, ker boš prišel v isto okolje, bolje je, ne, ker včasih potem starši že imajo kar scenarije, glej, bo tako, ne, takrat, ne. Imel boš nove kavbojke, imel boš zakurjeno sobo, imel boš avto, boš še celo dobil, ne, in vse te zadeve, ne boš pa sebe imel. In ker ne boš imel sebe, boš nezadovoljen. In ker boš nezadovoljen, boš kaj iskal? Tolažbo. In boš iskal tolažbo kje? Tam, kjer veš, da obstaja. Ne? Tako da potem rečem, ja, mogoče najboljša, ne, ja, in potem seveda težave starši imajo spet, ja, kako, a zdaj ga pa ne bomo. Ja, ga boste dobili. Enkrat na 14 dni bo prišel ob nedeljah k vam na kosilo, veste. Ne, pa pozneje, Tiček bo šel iz gnezda, ja. Gnezdo bo prazno ostalo, ne, sej, kako pa zdaj, ja, na novo, ker, ne, ni treba dosti, ne, ker razmišljaš, pa rečeš, ja, sej čez 2 leti, čez leto dni, čez pol leta boš spet prišel domov. Na koncu pa zgodi, da ne pride, ne, in je treba zdaj novo stvarnost in realnost, zdaj, kje pa je, ne, kje pa v vaju 2. Ampak sej, a bi se vi strinjali, da ni dobro, da gre domov živeti. Zdaj odvisno, koliko starih govoriva, moških, a ne? Ampak nad 20? Moje osebno mnenje, jaz zelo zagovarjam tezo, ki sem jo spoznal, nizozemski modeli imajo kategorično jasno, ko stopiš v program terapevtski visokopražni, ali je to terapevtska skupnost ali je komuna, v tistem trenutku moraš svojimi domačimi prekiniti. Jih ni več zraven. Zato, da sprejmeš sam odgovornost. Da sprejmeš sam odgovornost in potem, da tudi svojo odgovornost živiš. Da jo lahko živiš, ne? Ker če ti dobiš preveč neke podpore, ne? Potem je spet vprašanje svobode, ne? Absolutno je. A se lahko odločaš, ko ti nekdo kupi, ne vem, ali ti da avto, a se lahko potem svobodno odločaš, tako kot čutiš v svojem srcu, da je prav, ali se odločiš tako, kot čutiš, da oni morajo slišati, da je prav. Tisti, ki so ti dali avto. Ja, to so tako zakoreninjene stvari v podzavesti lahko, čeprav misliš, da si pomirjen s tem, da so ti avto dali starši, pa je vse razčiščeno. Sploh za moškega, jaz mislim, podzavestno, to ni zaključena zgodba. Ne. Sploh pa, če doma živiš, to je pa še drugi nivo, pa ti recimo mama pere, kuha, skrbi za tvoje stvari, ki bi jih mogel ti začeti skrbeti, a ne kot moški, da se preleviš iz fanta v moškega. In mene dostikrat kritizirajo, ker vedno govorim, ko dobimo kakšno vprašanje, imamo tudi neko tako rubriko, kaj si mislimo o nečem. In so 27-letni moški, ki doma živijo, ker se jim zdi bolj smiselno šparati ta denar, ga investirati, ga ne vem. In jaz vedno zelo, pa vem, da ekstrem ni nikoli resnica, ampak zelo ekstremno rečem, ker se mi zdi to uporabno, da moraš takoj od doma. Takoj od doma. Sploh pri teh letih. Ker je že prepozno. Ja, danes ali pa jutri, no. Ampak ja, iti v neko skupno stanovanje z nekom, v neko sobo, domine bodo začele padati v boljšo smer. A ne? In jaz mislim, da to zanemarjamo in zdaj s tem dolgim študijom, kar se dogaja, ne?
študiram do 30 leta, pa mama mi doma omogoči, da živim, da spim, da jem. To je vse racionalno. Ampak na tem duševnem nivoju, na psihološkem, si sploh moški, bi jaz rekel, dela veliko škodo, ker ni samostojen. Ne? Pa tudi enostavno, čisto preprosto, človek v mlajšem obdobju je navajen, da se uči iz lastnih napak. Ko si starejši, težko sprejmeš, da se učiš na lastnih napakah. Ne? Te bolj udarijo, te bolj bolijo. Ne? In zdaj, če ti rečeš, mama, bom pri mojih 35-40 onemogla, ne bo mogla, ne bo več v tej zmožnosti. Ne? In jaz se bom zdaj učil šele samostojnosti. Ja, bo zelo pozno za možgane. Prepozno in težko in bo zelo boleče in boš ne vem kaj. Ne? Kaj se bo s tako osebo potem dogajalo. Potem na tem, ravno v tem je poanta tudi velikokrat moškega, da je sposoben, če bi govoril iz tega v odnosu do ženske, ne? Da je sposoben nuditi kaj? Varnost. S čem je pa nudiš varnost? Ne, da si nabildan, ampak da znaš poskrbeti za njo. Ne, če bi antropološko govoril, ja, da je sposoben poskrbeti za mladiče, pa za njo. Ne, če bi tako govoril. Ne. Ampak zdi se mi, da to je malo resnice tukaj noter. Ne. In ker ja, nudiš lahko, če pa ne znaš nič, če si sam revček, ne, kaj rabiš? Rabiš partnerko ali rabiš mamo potem? Ne, to je pa ta tretji nivo. Ne. Kaj rabim? Rabim mamo. Ne. In potem skozi te oči, mama, ki mi bo stregla, a potem se bo res razvijal ta odnos, enakopraven partnerski odnos, ker en ob drugem rastemo. Ampak bo bolj mama sin, ne? Ker si to iskal. Ne? Ja, ker to rabim, da bo nekdo zame poskrbel. Kaj? Zato, da mi bo pleničke menjal. Ne, razumeš? Ne? Tako da v tem smislu je to in to ni prav gotovo v nekem smislu koristno, dolgoročno. Ne? Ja, samostojnost bi moral okusiti čim prej. Zakaj? Zato, ker potem se tudi izoblikuje neka odgovornost. In do sebe, in do drugih. Kakož pa drugačne. Ker pa boš pa samo, ne, in se vzpostavlja nek tak odvisniški odnos skozi to, ne. Nova odvisnost, ki rečemo odvisnost od odnosa. Ne. Nisi sposoben nič. Ne. In oboje stranski je, ne? Ja. Mama proti sinu in sin proti mami. Ne? In zdaj, pravzaprav, kdo živi čigavo življenje? Ne? A sploh kdaj tudi mama, ne na zadnje, tudi otroci kot otroci jih nimamo, pa tudi niso namenjeni za to, da bomo mi živeli svoje življenje. Damo jim življenje, potem pa v nekem smislu morajo tudi naprej iti. Ja. Ne? In Klemen, zdaj smo pri bistvenem elementu komune. Kaj je? Bistven element je avtonomija v komuni. Ko priješ ven iz komune, ne da sem odvisen od centra za socialno delo, ne od dilerja. Pa ne od mame. Pa ne od mame, ampak od teh rok sam moram znati ustvariti vsakdanji kruh. Ja, se verjetno to je vse pol povezan. Če sem sposoben to narediti, verjamem, da sem sposoben na splošno, se imam rad zaradi tega, sem bolj pogumen lahko v življenju, manj me je strah stvari. In ko me je manj strah stvari, se neham izogibati težkim stvarem. Ja. In težke stvari dajo v življenju smisel ali pa pomen. In je nek krog zdravega posameznika, bi jaz rekel, zaključen. Ne? Ampak če pa ni teh temeljev, ne, sprejemanja odgovornosti za nekaj, z malimi koraki. Ja, jaz sicer nimam izkušenj z odvisniki, imam ogromno izkušenj z mladimi, ki se obračajo name za pogovor, recimo, ne, temu, in samo to vidim, nič drugega. To isto stvar, kar vi govorite, samo da imate vi opravka z ekstremnejšimi primeri. Ja. Prav sprejemanje odgovornosti. Začel se je pa kje? Ne? V primarni družini. Ja. Ne? Začel se je tam, ne? Tako kot ti rečeš, ne, so teli ekstremni. Ne? Seveda so ekstremni, zakaj? Zato, ker se ta zadeva razvila. Ne? Ampak začetek je ravno tukaj, kjer se ti srečuješ. Ne?
In ravno v tem osnovnem dilemi, ne, kje se konča naloga, vloga staršev. Vse se mi zdi, pa sem vesel, da je zadnja leta veliko več govora o točno teh stvarih, o primarni družini, družinskih travmah. Vsi to razrešujejo pri sebi in je ogromno ene debate, saj tako jaz čutim. Ne? In verjetno res iz tam izhaja. Ne? Velik delež, ja. Ja. Velik delež. Ne bi ga pa radi samo v to omejili. Ne? Ja, ne sme se tam končati. Ja, končati se mora pri tebi. Ja. Zvonko, seveda hvala za čas, ki ste ga namenil meni pa našim najnima poslušalcem. Ampak bolj bi se vam rad zahvalil za v bistvu za to, kar delate že toliko časa, pa za ljubezen do ljudi, ki trpijo, pa da jim vi pač svojim srcem pa z ljubeznijo probate nekako pokazati pot. Ne? Danes sem slišal eno tako lepo misel, ne, ki se mi vedno postavlja, ne, kot nek tak izziv. Ne. Veliko časa delaš in potem lahko v enem načinu pa zaspiš. Ne. To je učinkovito, ne. To pali, to gre. Ne. Ta metoda gre, ampak resnica je tako, da tako kot ta zgodba pravi, da je en gospod, ko imava prijatelja tukaj, je pelal svojega kužka k veterinarju in je ugotovil, da ne vem, omega-3 ali kaj mu manjka, ne, temu kužku, ne, in da se mu to na kosteh pozna in da mu ne daja ribje olje. Ne. In on mu je seveda vedno vzel kužka v naročje, glavo, žlico in da mu bo dal. In ti pes nikakor pol ven, pol noter. Ne. No, potem se je pa enkrat zgodilo, da mu je to olje dol padlo in se zlilo po tleh, ne, po ploščicah. In pes pritekel in ga polizal iz tal. Sem rekel, vidiš, ne, tako tudi podobno verjetno z našimi uporabniki. Vedno hočemo na eno žlico ali na nek način, ko mislimo mi, da je prav, ne, pa ne, da moraš to razsuti dol, ampak čisto preprosto, potrebno je poiskati način drugačen, kako jim in vedno to in vedno iskati na kak način, kako jim dati tisto, kar jim moraš dati. Isto stvar. Ja, isto stvar. Manj na silo. Pa ne na silo, ampak vendar, da jim daš. Ne? Ja, čudovito. Ne? Hvala, Zvonko. No? Prosim. Bodite dobro. Hvala lepa, hvala za čaj in za vse in za družbo. Enako.